Pozdravljeni. Zopet je prišel čas za običajni komentar novic, ki bo pa danes malce drugačen kot običajno. Poglejmo si najprej skupaj zakaj. Pri FII so objavili pravilnike, kar se tiče popravkov za sedanjo sezono, sprememb za sezono 2023 in končno je uradno ugledal belo luč dneva tudi pravilnik, kar se tiče pogonskih sklopov za sezono 2026. Zato bomo danes dali malce na stran tiste novice, ki že mejijo malce na trač ob poletnem premoru. In našo pozornost bomo seveda posvetili tem spremembam. Tudi zaradi tega danes samo 3 sklopi. In seveda, kar je tudi malce logično, vir, katerega bom navajal, je en sam. Uradna stran FIE, kjer dobite, vkolikor vas zanima, tudi vse pravilnike, ki jih bom upošteval. A pojdimo kar k prvemu sklopu, da ne bomo kot običajno predolgi. V prvem delu se bomo pogovarjali o spremembah na aktualnem tehničnem pravilniku. In seveda dotaknili se bomo nove metodologije merjenja togosti same distančne plošče na dnu bolida. Začetek te problematike smo že obdelali pred nekaj dnevi v prav posebnem prispevku. In tam se je omenjalo tudi tehnično direktivo 039/22. In sedaj bo nekdo izmed vas malce čudno pogledal, zakaj je potrebna sprememba pravilnika, saj imamo tehnično direktivo, ki je nekako prišla na dan tam okrog velike nagrade Kalave. V veljavo naj bi stopila na veliki nagradi Belgije, ampak predtem smo videli korenito spremembo v pravilih, kar se tiče pravzaprav meritev togosti tega elementa bolida Formule 1. A treba je razumeti nekaj. Tehnična direktiva ne spreminja pravil, dopolnjuje jih in razlaga. In vkolikor je v stari verziji bilo točno določeno, kako se meri togost spodnje distančne plošče, tu ni kaj pravzaprav dodati. Vkolikor so bolidi že prej prestali tisti preizkus, bi ga lahko tudi po novem kljub tehnični direktivi pravzaprav prezrli, kajti spremenilo se ne bi nič. In zato so pri FII pravilno ravnali, ko so dodali celoten odstavek. In če si ga malce pobliže ogledamo, bomo videli, da je dokaj strog. 15 kilonewtonov na milimeter bo tista enota, s katero bodo merili togost tega distančnega dela na samem dnu. In to pomeni, da kakšnega upogibanja ne bomo videli. Torej, lahko predpostavljamo tudi, da bodo izginile tiste distančne plošče sestavljene iz 2 ali več desk. In priznam, da v starejšem prispevku nisem imel na razpolago celotne distančne plošče pri tovarniški ekipi Mercedes. Tu jo vidimo poškodovano, ampak lahko tudi razberemo, da je sestavljena iz ene same lesene plošče, ki je pa seveda poškodovana zaradi vožnje čez robnik. In tudi vidimo, da pri teh poškodbah niso razvidne nobene špranje oziroma nobenim deli, kjer bi bilo razvidno, da sam element sestavljata 2 plošči. In to je zanimivo, kar nam lahko nekako kaže tudi v smeri, da na veliki nagradi Belgije bomo zadeve videli v čisto drugačni luči. A do takrat je še kar nekaj dni, zato bodimo pozorni, ampak pustimo se presenetiti. Poglejmo si pa sedaj, kaj nam obeta
nov pravilnik za naslednjo sezono. Za sezono 2023 imamo pa dve bistveni spremembi. Prva je varnostnega značaja. Namreč uvedli so nove standarde, kar se tiče varnostnega loka nad samo glavo voznika. In seveda, to je posledica nesreče žuja na veliki nagradi Velike Britanije. In vprašanje, ki bo marsikomu se pojavilo, zakaj je potrebno take varnostne spremembe nekako vpeljevati v naslednji sezoni, ne v tej aktualni, saj gre pravzaprav za varnost. Treba je tudi razumeti nekaj. Namreč take spremembe se ne morejo kar tako uvesti čez noč, so del celotnega projekta bolida in ekipe so že začele z delom na novih šasijah. Zato je najbolj racionalno, da se take spremembe uvedejo v naslednji sezoni in ne praktično po 2/3 sedanje. Kar je bolj zanimivo, je dvig samih robov dna za 15 mm, kar smo verjetno brali v mnogih virih, ampak sedaj je uradno. In kaj bi to pomenilo? Nič kaj takega, razen za tiste ekipe, ki so s svojim delom na bolidih že začele. Lahko si nekako predstavljamo, da se delo na bolidu Formule 1 s spremembami, ki smo jih videli v sedanji sezoni, začne tam na dnu. In ukolikor so inženirji nekako že predvidevali, da bo dno postavljeno bistveno nižje, pomeni, da morajo delo pravzaprav začeti znova. Če tu še vpeljemo tiste spremembe na sami distančni plošči, kar se tiče togosti, bi lahko predpostavljali, da v sezoni 2023 bo lahko prišlo do resnih pretresov, kar se tiče tudi razmerja sil. In zanimivo bo videti, kako bodo ekipe reagirale, še posebej zato, ker že letos velja omejitev proračuna in seveda tudi računalniških simulacij, poleg ur v vetrovniku. Tako da bomo lahko videli v nadaljevanju kar resna protiževanja strani mnogih ekip. Upam, da tu FIA bo nepopustljiva, kajti zakaj kaznovati one, ki so svojo nalogo opravili odlično. Pojdimo še k zadnjemu delu, ki bo pa izjemno zanimiv, ne samo zaradi prihoda novih dobaviteljev, ampak zaradi pretoka energije. Pri FIA so objavili tudi pravilnik, ki se dotika tehnične podobe pogonskih sklopov v sezoni 2026. Gre za dokument, ki so ga tako pričakovali pri skupini Volkswagen. Sedaj so oni na vrsti, da uradno potrdijo svoj vstop v svet Formule 1. A dokument kot tak ni zanimiv samo iz tega vidika. A najprej bi rad poudaril, da verjetno do začetka sezone 2026 bomo videli še marsikateri popravek na tem dokumentu, zato zadev, ki jih bomo mogoče prebrali danes, ne bomo videli v tisti zadnji verziji, posebej kakšnih malenkosti. Ampak glavne stvari bodo seveda ostale v teh okvirih. In poglejmo si nekaj, kar je po mojem osebnem mnenju izjemno zanimivo. Namreč vidimo lahko, da je izginil element MGUH. In to smo pričakovali. A vidimo lahko, da ima kinetična komponenta bistveno večjo moč. 350 kW za razliko od 120, ki jih vidimo danes. In po navedbah same FIA bo nekako moč pogonskega sklopa primerljiva s tisto, ki jo imamo danes v Formuli 1. Torej, električno-hibridna komponenta bo bila po ocenah približno polovico tistega, kar bo imel na razpolago sam voznik. Polovico oziroma
tam nekje do 40%. A če primerjamo to z današnjimi pogonskimi sklopi, to pomeni, da motor z notranjim izgorevanjem bo imel bistveno manj moči, kolikor navedeno drži. In verjetno sedaj se bomo začeli spraševati, zakaj. Kje bo ta izguba na samem motorju z notranjim izgorevanjem? In edina razlaga, ki vam jo lahko ponudim v tem trenutku, je zaradi goriva. Namreč dobro je znana namera FIE, da se v prihodnosti v bolidih Formule 1 uporablja tisto gorivo, ki bo ogljično nevtralno. In verjetno bo sama moč, ki bo izhajala iz takega motorja z notranjim izgorevanjem, bistveno nižja od tiste, ki jo vidimo danes. Ampak ni še konec. Seveda, če pogledamo tisto shemo pretoka energije, bomo videli, da je ta bistveno bolj poenostavljena od one, ki jo vidimo danes. Ampak zanimiva je količina energije, ki jo bodo lahko uskladiščili in porabili v enem samem krogu. Če smo danes videli, da lahko v enem krogu bolid nekako shrani 2 kJ energije v baterijo in porabi 4, bomo v naslednjem obdobju videli, da lahko nekako požanje in porabi v enem krogu bolid kar 9 kJ. In to na prvi pogled je logično. Namreč to pomeni, da bodo lahko bolidi stalno vozili praktično na polno, da ne bo potrebno polniti baterij pred napadom na svojega nasprotnika. A po drugi strani, če danes lahko v enem krogu pridobijo 2 kJ, koliko močnejši, bolj učinkoviti bo moral biti ta sistem, da bo lahko v prihodnosti to količino praktično početveril. In seveda gre samo za eno izmed prvih verzij, ampak vseeno, tudi na ta faktor bomo morali biti pozorni. Namreč ni kar tako enostavno seveda pridobiti energije na progi, ki je v bistvu enaka v sezoni 2022 in 2026, še posebej, če je razlika 4-kratna oziroma še malce večja. A za danes, kar se tiče teh sprememb v pravilniku FIE, bo seveda to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.